Poleti je sonce najbolj močno in ni malo ljudi, ki se pretirano izpostavljajo sončnim žarkom. S sončenjem naj bi dobili, saj na pogled, lepo porjavelo kožo. Vendar gre samo za modno muho, ki pa je lahko zelo nevarna, tudi za ceno človeškega življenja. Porjavelost še zdaleč ni zdrava, ampak ravno obratno. Zato tudi ne preseneča akcija Združenja slovenskih dermatovenerologov, ki so lani, 15. junij, razglasili za dan zaščite pred soncem. Podatki o pogostosti kožnega raka in drugih bolezni, ki so posledica prekomernega izpostavljanja soncu, so zaskrbljujoči. Ne gre pa samo za nevarno prekomerno sončenje, temveč tudi za cvrenje v solarijih. Rezultate je razkrila predsednica združenja Tanja Planinšek-Ručigaj. Zadnje mesece ali pa zadnji mesec predvsem se veliko srečujemo, pravzaprav mogoče v podobni sestavi kot zdaj, na prav isto temo oziroma podobno temo. To je, kako se zaščititi, da bi zmanjšali to breme kožnega raka, ki je iz leta leto večje, ne samo v svetu, ampak tudi v Sloveniji. 15. junij lani smo razglasili za dan zaščite pred soncem, z namenom, da bi se seveda na ta dan morda nekoliko več govorilo o tem, da je zaščita na soncu potrebna, seveda pa, da bi se ljudje seznanjali skozi vse leto z informacijami, ki so potrebne, da nas zaščitijo. Letos smo celotno akcijo razširili tako, da smo pravzaprav izvedli anketo med bolniki, ki so prihajali v dermatološke ambulante in pa med prebivalci, ki so prihajali v lekarne. In smo jih intervjujali oziroma postavljali določene vprašanja v zvezi s tem, kakšne so njihove navade na soncu oziroma kako se obnašajo, zaščitijo, kadar gredo na sonce. To je v bistvu prva taka anketa v Sloveniji, kjer smo poskušali dobiti podatke o tem, kje v resnici danes stojimo, čeravno se težko primerjamo s svetom, zato ker teh podatkov tako zbranih, kot smo jih zbirali mi, na takšen način ni veliko v tuji literaturi. Vemo, da je Mednarodna agencija za raziskovanje raka uvrstila UV sevanje, ne samo umetno, ampak tudi naravno sevanje, se pravi, s tem tudi govorimo o solarijih, v prvo, to je najvišjo kategorijo med dejavnike tveganja, ki povzročajo raka. UV sevanje je pravzaprav v družbi z azbestom, z rentgenskim sevanjem, s tobačnim dimom. Kakšni so potem dejavniki za razvoj kožnega raka, ne samo melanomskega, ampak tudi nemelanomskega? To so pogosto izpostavljanje UV sevanju, sončne opekline predvsem pred 18 letom starosti, potem dednost je tisti dejavnik, ki morda v 10 do 12% povzroča lahko nastanek melanoma oziroma nekoliko več nemelanomskih oblik kožnega raka. Tip naše polti je zelo pomemben in tega se Slovenci premalo zavedamo in pa seveda tudi kakšna znamenja imamo na koži in koliko jih je. Pa morda kar k rezultatom naše ankete. Ko smo ljudi povprašali o tem, ali poznajo faktorje tveganja, so seveda vsi odgovorili, da UV sevanje je velik faktor tveganja za nastanek melanoma oziroma kožnega raka. Tudi o znamenjih so pravzaprav vedeli veliko, da kadar jih imajo veliko, takrat je seveda to tveganje za nastanek kožnega raka veliko. O dednosti morda temu Slovenci na to dajo preveč pozornosti, zato ker je mnenje, da je dednost kot dejavnik tveganja za pojav kožnega raka zelo velika, pa kot ste slišali, temu ni tako. Solarije uporablja kar 22% vprašanih oziroma anketiranih oziroma so bili že v solariju. In kar je zelo zaskrbljujoče je, da ta umetni vir UV sevanja obiskuje 37% vseh anketiranih več kot enkrat na leto. Te podatki so nas zelo zaskrbeli, predvsem pa razočarali.
Poleti je sonce najbolj močno in ni malo ljudi, ki se pretirano izpostavljajo sončnim žarkom. S sončenjem naj bi dobili, saj na pogled, lepo porjavelo kožo. Vendar gre samo za modno muho, ki pa je lahko zelo nevarna, tudi za cenost človeškega življenja. Porjavelost še zdaleč ni zdrava, ampak ravno obratno. Zato tudi ne preseneča akcija Združenja slovenskih dermatovenerologov, ki so lani, 15. junij, razglasili za dan zaščite pred soncem. Podatki o pogostosti kožnega raka in drugih bolezni, ki so posledica prekomernega izpostavljanja soncu, so zaskrbljujoči. Ne gre pa samo za nevarno prekomerno sončenje, temveč tudi za cvrenje v solarijih. Rezultate je razkrila predsednica združenja Tanja Planinšek Ručigaj. Zadnje mesece ali pa zadnji mesec predvsem se veliko srečujemo, pravzaprav mogoče v podobni sestavi kot zdaj, na prav isto temo oziroma podobno temo. To je, kako se zaščititi, da bi zmanjšali to breme kožnega raka, ki je iz leta leto večje, ne samo v svetu, ampak tudi v Sloveniji. 15. junij lani smo razglasili za dan zaščite pred soncem, z namenom, da bi se seveda na ta dan morda nekoliko več govorilo o tem, da je zaščita na soncu potrebna, seveda pa, da bi se ljudje seznanjali skozi vse leto z informacijami, ki so potrebne, da nas zaščitijo. Letos smo celotno akcijo razširili tako, da smo pravzaprav izvedli anketo med bolniki, ki so prihajali v dermatološke ambulante in pa med prebivalci, ki so prihajali v lekarne. In smo jih intervjujali oziroma postavljali določene vprašanja v zvezi s tem, kakšne so njihove navade na soncu oziroma kako se obnašajo, zaščitijo, kadar gredo na sonce. To je v bistvu prva taka anketa v Sloveniji, kjer smo poskušali dobiti podatke o tem, kje v resnici danes stojimo, čeravno se težko primerjamo s svetom, zato ker teh podatkov tako zbranih, kot smo jih zbirali mi, na takšen način ni veliko v tuji literaturi. Vemo, da je Mednarodna agencija za raziskovanje raka uvrstila UV sevanje, ne samo umetno, ampak tudi naravno sevanje, se pravi, s tem tudi govorimo o solarijih, v prvo, to je najvišjo kategorijo med dejavnike tveganja, ki povzročajo raka. UV sevanje je pravzaprav v družbi z azbestom, z rentgenskim sevanjem, s tobačnim dimom. Kakšni so potem dejavniki za razvoj kožnega raka, ne samo melanomskega, ampak tudi nemelanomskega? To so pogosto izpostavljanje UV sevanju, sončne opekline predvsem pred 18 letom starosti, potem dednost je tisti dejavnik, ki morda v 10 do 12% povzroča lahko nastanek melanoma oziroma nekoliko več nemelanomskih oblik kožnega raka. Tip naše polti je zelo pomemben in tega se Slovenci premalo zavedamo in pa seveda tudi kakšna znamenja imamo na koži in koliko jih je. Pa morda kar k rezultatom naše ankete. Ko smo ljudi povprašali o tem, ali poznajo faktorje tveganja, so seveda vsi odgovorili, da UV sevanje je velik faktor tveganja za nastanek melanoma oziroma kožnega raka. Tudi o znamenjih so pravzaprav vedeli veliko, da kadar jih imajo veliko, takrat je seveda to tveganje za nastanek kožnega raka veliko. O dednosti morda temu Slovenci na to dajo preveč pozornosti, zato ker je mnenje, da je dednost kot dejavnik tveganja za pojav kožnega raka zelo velika, pa kot ste slišali, temu ni tako. Solarije uporablja kar 22% vprašanih oziroma anketiranih oziroma so bili že v solariju. In kar je zelo zaskrbljujoče je, da ta umetni vir UV sevanja obiskuje 37% vseh anketiranih več kot enkrat na leto. Te podatki so nas zelo zaskrbeli, predvsem pa razočarali. Res je, da so mladi najpogostejši uporabniki solarija, vendar vidimo mladi, lahko rečemo do 40 let, čeravno velja mnenje, da so najstnice tiste, ki solarij najbolj uporabljajo. V Skandinaviji oziroma na Islandiji so naredili raziskavo, kako je z melanomom in uporabo solarijev. Vemo, da na Islandiji kar nekaj časa v letu, seveda sonce ni tako močno
kot drugače. In takrat je bil kožni rak, seveda je kožni rak zelo nizek, vendar se je pa po razvoju solarijev skokovito povečal procent oziroma na novo odkritih malignih melanomov prav v Islandiji, o tem obstajajo študije. Če vam ti podatki še niso dali misliti, pa še konkretno opozorilo dermatologinje Vesne Tlaker-Žunar. Slovenski dermatologi vsak dan pregledamo na desetine in vsak mesec na stotine pacientov, ki imajo okvare kože zaradi vplivov ultravijoličnega sevanja. 15-letno dekle je mama poslala v solarij, da naj se polepša pred maturantskim plesom. Dekle je kupilo žetone, ležalo v solariju pol ure in čez nekaj ure je začela koža peči, zategovati, začela jo boleti glava, krvni tlak je padel, na koncu je kolabirala in bila dehidrirana, sprejeta v bolnišnico. Tam so poleg ob tej obsežni sončni opeklini in sistemski prizadetosti potrebovali nekaj dni terapije, da je lahko bolnišnico zapustila. Poleg seveda te neprijetne akutne epizode opekline, ki jo večinoma poznamo vsi, pa take epizode